Kaj, moram zdaj pet? Slovenija je moj doma. Alo, še enkrat. Kolikrat ti je kdo rekel, da te tvoj glas ali pa ta melodija spomne na reklame na Pop TV? A je bila ta pesem tudi neka prelomnica v tvoji karieri? Na nek način? Ja, je bila. Po tem komadu je več ljudi slišali za nas, ne? Posledično tudi več pilo je bilo. Koliko časa pa nisi že zapela tega komada? A res? Ja, ne spomnim se. Po mojem nazadnje na našem špilu, na Omaf. Kaj tebi bi rekla, da ti da sijaj v oči? Pa vse lepo. Mislim to, ker priješ na oder, pa vidiš ljudi, ki so prišli samo zaradi tebe. Takrat se ti tudi pride sijaj v oči zaradi tega, ker se ti urusijo in je lepo občutek. A je bil ta komad tudi eden najbolj predvajanih od Mafov? Ja, je bil in super. Mislim, sej pravim, ljudje so po tem komadu poznali Maf. Je bil to puš tudi za vas? Je bil puš. Ja, ta komad, s Kacafuro so se zaprli v studio in sva delala. Ta komad je tako mal je bil tak bolj rockerski, bolj tak agresiven je bil. Smo poslali, so rekli, pa da nam tam kaj en John Bon Jovi. Tako da so rekli, ok, dajmo to malo umiliti. Nekje sem videla, da ti je všeč tudi country muska. Ja. In da bi si mogoče želela celo narediti nekaj s slovenskimi avseniki. Zakaj pa ne? Se mi zdi, da je ful lepo, da se malo, mislim, ne vem, če bi bili oni za, ampak meni je to pač nek izziv, no? Jaz vem, če bi bili oni za. Aha. Ta prve dovolj, da te lepo pozdravim in ti čestitam predvsem za tist komad, ki je povezval vse Slovenke in Slovence. Ko smo zaslišali refren "Naj si je v očeh", smo vedeli, da nas čaka dobra vsebina in dober program na Pop TV-ju. Sem pa slišal, da se mogoče tudi ti spogleduješ z idejo, da bi pa naredila en crossover z avseniki. A si predstavljaš recimo Senida, da zapoje Slovenija, odkot lepote tvoje. Zato upam, da bo enkrat prilika, decembra si pa itak delimo isto bajto. Ful lepo presenečenje. Ampak nisem pa razumela, kaj je rekel to na koncu, da si decembra delite isto hišo. Komi čakam zdaj v Stožicah. Ampak a je bila to neka wishlista, da greš v Stožice in da jih napolniš? Ja, je bila. Imela sem v planu, da bi imela najprej arene zunaj in pa potem zaključila z Ljubljano. Ampak smo rekli, nič, dajmo začeti s Slovenijo, mislim, z Ljubljano začnemo, potem pa naslednji let gledamo tudi kakšne druge. Aha, Ljubljana v bistvu začetek neke turneje. A bi zase rekla, da si zvezda Balkana? Ne. Ne vem. Ampak drugi ti rečejo tako? To je super, to je ful dobro, ampak jaz se ne počutam tako. A ti, ki si v Sloveniji, rečeš, da si doma? O ja, jaz sem skozi, pač Slovenija je moj doma. Ne, je moj dom, ja, je. Definitivno. Ko mi čakam, pač kamorkoli grem, ko mi čakam, da se vrnem nazaj. Res, dom je dom, tle imam prijatelje, tle imam vse. Se spomniš, mogoče, ko si bila mlajša, je bil Pop prižgan, si kaj gledala, se spomniš kakšne serije, karkoli? Rečemo španske serije, te mehiške nadaljevanke, telenovele, to sem skozi gledala. Nagradno vprašanje. Kako je bilo ime fantu od Esmeralde? Jose Armando. O, bravo! Jaz, ko sem prišla iz šole, recimo, sem si vedno prižgala TV in sem pač gledala, ne vem, filmi, to sem komi čakala, da so, ker Pop TV je imel vedno zelo take dobre filme, ki sem jih jaz imela rada, tako da, ja. Pop TV je bil v bistvu najbolj prižgan kanal. To smo hoteli slišati. Ja, to tudi zdaj, pač ko mi čakam, da prižgem, imam pač na Pop TV. Če bi se ti prijavila na Talente, s katerim komadom misliš, da bi prepričala? Po moje je kakšen Adele komad. Ali pa po moje kar Naj si je. No, stej, ko smo že glihali, Naj si je, pol ga ne bi znala zapeti, recimo malo za nas. Kaj, ne veš besedila? Malo sem pozabila, nisem že dolgo. Veš kaj, se mi imamo besedilo. Življenje se ne da ustaviti, Tako da, če rabiš besedilo, si ga dal. Vidim te, še si tu. Sam z mano, moram zdaj pet. Življenja se ne da ustaviti, poglej, vse, kar vidiš, se pomika naprej, naprej,
glej, naj slišim tvoj smeh, naj si je oči. Bravo. Sreda, hvala, da si prišla. To je bilo kratko sladko. Super, hvala lepa. Lahko še enkrat tole.